je zdaj? Dobar dan, gospa Petrič. Se opravičujem, ker vas motim. Smem vstopiti notri? Seveda, kar izvolite. Zunaj je tako ali tako mrzlo. Ja, res je, mraz se je začel gledati. Tukaj imate pa prijetno toplo, moram reči. Hvala. Čemu se imam zahvaliti za vaš obisk? Pa dajte mi. Hvala. Cirila danes nimam, veste, sem sama za vse. Bo šlo? Kaj vas je prineslo? Prišla sem v bistvu predstaviti našim obiskovalcem rusko dačo. Namreč ta dača, vaša hiša je tako posebna, da v Sloveniji ni takšne. Res je in zato njene dragocenosti je seveda potrebno izpostaviti in predvsem predstaviti tudi drugim, a ne? Ja, seveda, ker izvolite, nimam zadržkov. Ampak med nama, prosim, ne kažite tistega, kar še ni pospravljeno, namreč ravno zdaj pripravljam hišo za zdaj. Razumem. To bo med nama. Ja, kar izvolite, hvala pa delati naprej. Tako, dragi obiskovalci, dobrodošli v modrem salonu. V tem salonu so se verjetno bolj zbirale gospe in so se kulturno udejstvovale. Tukaj imamo pa prav posebni predmet in sicer to je šatulja iz modrega lapisa, to je dragi kamen. Pa poglejmo, kaj ima gospa Petrič notri skrito. Poglejte, nobenega nakita, ampak res posebna dragocenost, to je bisernata žlička. Ne, ni za sladkor, da ne boste pomislili, to je za kaviar. Kaviar se namreč ne sme dotakniti kovine oziroma železa, ker mu to pokvari okus. Lahko pa se dotakne kamna, lesa, kosti, danes celo plastike, torej raje s plastično žličko, kot pa s kovinsko žličko. In to je res takšna posebnost, ki so jo imeli meščani v tistem obdobju, pa še danes se najde v kakšnem domu. Pa bom kar na hitro pospravila nazaj, da ne bo gospa Petrič videla, da smo kaj gledali okoli. Takole. Da ne bomo govorili samo o žlički, pa imamo tukaj tudi kaviar, ruska dača kaviar. No, Petričevi so pa tudi nedvomno imeli v svoji kuhinji pravi kaviar, torej iz ruskega jesetra in tudi ta kaviar je narejen ravno iz njega. Tale moj Franc zvečer tako rad uleže v lepo pripravljeno in toplo posteljo, tako da zdaj, ko prihaja zima noter, je najmanj, kar lahko naredim, da mu jo pogrejem s temle grelnikom. Kaj vroče je. Ga že vidim, kako bo srečen, ko se bo zvečer po trdem delu ulegal in bo imel noge na toplem. Potem bomo pa celo noč v tele najni spalnici spala kot ubita. Bog ne daj take besede. Me pa zanima, če imajo v pijinem času tudi takšne reči, s katerimi si grejejo postelje in kako se jim reče, jo moram prav vprašati. Ravno na vas sem mislila, Pija. Tamle sem Francu pripravljala posteljo, pa sem vanjo dala grelnik, da bo topla zvečer. Imate tudi v vašem času kaj podobnega? Seveda, gospa Petrič. Najlepša hvala. Ja, tudi v današnjem času imamo termofor, se reče, ampak danes lahko damo ta termofor tudi nase, da direktno greje, ne samo v posteljo, tako da je res priročna za delce. Zanimivo, ampak vse ohranite z naših časov, pa malce posodobite samo. Seveda, kar je dobro, se ne spreminja, veste. To imate pa prav, ampak še to mi povejte, kaj ste počela na moji podstrehi, zgoraj vendarle ni ničesar. Gospa Petrič, pa ne bi tako skromna. Nekaj knjig smo našli zgoraj, pa tudi videla sem, da imate Ivana Cankarja in celo podpisano kopijo. A ste ga mogoče poznali? Seveda ga poznam, Cankar zahaja k mojemu možu. Lepo. Torej ga tudi vi se večkrat pogovarjate z njim, ne? Ne samo, da se pogovarjam, veste, moram vam povedati, knjigo mi je dal s posvetilom, prav za Marijo piše. Za Marijo našli gore. Super. Odlično. Pa eno skrivnost vam bom povedala, pa ne povedati gospe Petrič, da ne zmedemo preveč. Danes sta zgoraj 2 apartmaja, v katerem lahko tudi vi spite notri, torej lahko spite v kulturnem spomeniku lokalnega pomena oziroma, kot veste, je to vila.
No, gospa Petrič, pa da vas ne zadržujem predolgo, bomo šli še v vašo otroško sobico. Mislim, da je Anica sedaj notri. Ja, Aničina je zdaj ta soba. Najprej sta bila 2, potem so bili 3, ampak zdaj veste, toliko so zrasle, sploh dekleta, da potrebujejo malo zasebnosti, tako da ja, zdaj je tista soba Aničina. No, super. Vas ne bom zadrževala, na hitro pokukamo, potem pa res gremo, da imate svoj čas. Kar izvolite, jaz grem pa še tule. Kot vidite, se ne nahajamo v otroški sobi, danes je tukaj knjižnica, ampak kljub temu ima ogromno zgodb, mogoče še nekoliko več, kot jih je imela takrat. In ena izmed teh zgodb je tukaj. In sicer me zanima najprej, a poznate mogoče Tantalove muke? Tantal je vedno imel do vratu vodo in vsakič, ko se je sklonil, da bi vodo popil, se mu je voda odmaknila. In to so bile seveda njegove muke. Ta skrinjica tukaj, ste že ugotovili, kako se imenuje? To je Tantalus, po Tantalovih mukah. Kot vidite, je steklena, notri je port, viski, džin in si mogoče zaželite, da bi kaj spili. Ampak to, da je notri ključek, se pred 100 leti ni zgodilo. Ta ključek je imel samo gospodar hiše in ko ste prišli na obisk in če gospodar ni odklenil skrinjice, ste trpeli Tantalove muke. Tako, kot jih na primer trpim jaz danes. Ampak vi ne boste nikoli trpeli Tantalovih muk tukaj na ruski dači. Zakaj? Kajti mi imamo prvi slovenski šampanjec. Proizveden je v dolini Šampanja, zato se seveda lahko imenuje šampanjec. In ker je pod našo slovensko blagovno znamko ruska dača, se seveda lahko imenuje prvi slovenski šampanjec. Še ne veste, kam boste šli za novo leto po šampanjec? Jaz mislim, da sem vam kar namignila kam. No, pa se vidimo!